V soboto je v Ljutomeru potekal 6. dan gibanja in druženja vseh generacij ter 2. dan aktivne mobilnosti občine Ljutomer. Gre za aktivnosti, ki jih občina izvaja v okviru trajnostnega prometnega načrta. Občina Ljutomer je prva in edina občina v Sloveniji, ki se je v okviru evropskega projekta Trajna mobilnost oziroma Active Travel Network pridružila mednarodni mreži partnerskih mest, ki spodbujajo aktivno mobilnost v mestih in se s tem dotikajo tudi okoljskih problemov. O sami prometni strategiji občine Ljutomer je spregovorila županja občine Ljutomer magistra Olga Karba. Izdelali smo projektno strategijo. Aktivnosti je sicer začelo Ministrstvo za prostor in infrastrukturo, ki je pač začelo aktivnosti v smeri, da se lokalne skupnosti odločimo urediti prometne strategije v skladu z smernicami Evropske unije. In na srečo je bila tudi občina Ljutomer izbrana kot pilotna občina in prometno strategijo nam je izdelal Urbanistični inštitut iz Ljubljane, tako da smo seveda pridobili zelo pomemben strateški dokument, ki ga potem tudi potrdi občinski svet, vendar bo o tem kaj več mogoče pozneje povedal sodelavec. Seveda pa smo bili edini v Sloveniji, ki smo konkurirali na razpis Urbakta, seveda edina slovenska občina s projektom trajne mobilnosti oziroma Active Travel Network. Tukaj smo izvedli kar nekaj aktivnosti. Pridobili smo si ogromno znanj in izkušenj, saj je sodelovalo 10 evropskih partnerjev in pa tudi univerza iz Graca. Tako da sem zelo vesela, da smo peljali te aktivnosti, saj ne nazadnje smo tukaj vključevali vse inštitucije, ki so na območju naše občine, se pravi vseh zavodov. Vključevali smo tudi naše občanke in občane, saj smo tekom priprave strategije izvedli tudi določene analize, tako da so bili ljudje lahko vključeni in nam pomagali pri predlogu določenih rešitev. In seveda smo takrat tudi naredili izžreb in podarili tudi Big Fish kolo. Tako da je bilo zanimivo, dobili smo tudi veliko odgovorov, tako da mislim, da je ta participacija ljudi v sami lokalni samoupravi zelo pomembna. Aktivnosti je na kratko predstavil vodja projekta Trajne mobilnosti Mitja Kolbl, zaposlen na občini Ljutomer. Samo kronologija priprave prometne strategije, vse skupaj se začelo v mesecu aprilu 2011, ko smo imenovali lokalno podporno skupino, ki je bdela nad tem projektom, aktivno sodelovala in pomagala občinski upravi pri izvajanju vseh aktivnosti. Potem izdelala se je analiza stanja prometa na področju občine, sicer to je bil aktiven Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Izdelali so brošuro, ki je bila poslana vseh 4600 gospodinjstev v občini. Takrat so lahko vsi občani podali svoje pripombe in predloge, kako izboljšati promet v občini. Dobili smo kar nekaj vrnjenih teh anketnih lističev, na podlagi katerih smo izvedli žrebanje, kot je že prej županja omenila, smo podarili kolo. Potem v tem času je bilo izvedeno 27 različnih razgovorov z različnimi deležniki, od policije, gasilcev, zdravstvenega doma, upokojencev, šol, vrtcev, lokalnih društev, avtobusnih prevoznikov, glede tega, kje oni vidijo problematiko prometa v Ljutomeru, in skušali smo te njihove predloge tudi upoštevati. Na podlagi vsega tega je bil pripravljen nabor ukrepov, ki so pa sedaj zajeti v prometni strategiji, ki je pa potrdil občinski svet meseca junija leta 2012. Potem smo v mesecu novembru to našo prometno strategijo prijavili na razpis Evropske komisije in v mesecu februarju letošnjega leta smo bili obveščeni, da smo se odvrstili med 3 najboljša mesta, ki so pripravile trajnostne prometne načrte. Ljutomer se je v Bruslju predstavil s kratkim filmom, ki je nastal v okviru projekta.
Evropska komisija je na skupni svečani podelitvi v Bruslju razglasila dobitnika nagrade Evropskega tedna mobilnosti in nagrade za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih za leto 2012. Med 29 mesti, ki so se potegovali za najvišja mesta, se je Ljutomer uvrstil med prve 3 z naslovom Prijazna mobilnost za zadovoljno prihodnost in prejel posebno priznanje. Our second finalist is Ljutomer in Slovenia. The city's transport policy is facing a number of challenges, including an overly car-centric approach to planning, imbalances in the use of modes of transport, decreasing use of the public transport system, and freight traffic issues. Now, the SUMP therefore aims to address these issues and others and make Ljutomer the leading Slovenian municipality of its size in terms of sustainable urban mobility by 2016. Whilst traditional transport planning in Slovenia has been criticised for limiting citizen engagement, Ljutomer's SUMP engaged residents at an early stage and focused on compromise. A remarkable number of activities were carried out within a town of only 12,000, including participation in a European project to promote active modes of transport, 27 in-depth interviews with stakeholders, and events such as the Day of Active Mobility, which featured bike checks, games, and competitions. A round of applause, please, for Ljutomer. Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik je o nagradi in o Ljutomeru kot finalistu povedal: Pred dnevi smo v Bruslju podelili letošnje nagrade mestom, ki so se najbolj izkazala pri pripravi Evropskega tedna mobilnosti in trajnostnega mestnega planiranja mobilnosti. Nagrada za trajnostno planiranje mobilnosti je bila letos podeljena prvič. Prijetno sem bil presenečen, da se je v družbi 3 finalistov, poleg francoskega Toulouse in škotskega Aberdeena, znašel tudi Ljutomer. Cenim in podpiram prizadevanja vseh tistih na lokalni ravni, ki želijo izboljšati življenjsko okolje someščanov. Izbira Ljutomera med elitno trojico mest je nagrada vsem, ki se trudijo v smeri zagotavljanja trajnostne mobilnosti in trajnosti nasploh. A pravo nagrado pravzaprav prejemajo vsi meščani mesta, ki se jim bo s temi prizadevanji izboljšala kvaliteta življenja. Lahko ste ponosni, tako kot sem bil ponosen tudi sam ob podelitvi priznanj tisti večer v Bruslju. Je zaključil z besedami Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik. Glede na majhnost občine Ljutomer v primerjavi z mesti, ki so pristala med prvimi 3, je bil Ljutomer presenečenje, saj si je oder delil s francoskim mestom Toulouse in škotskim mestom Aberdeen. Ljutomer šteje nekaj manj kot 12.000 prebivalcev, škotski Aberdeen 210.000 prebivalcev, francoski Toulouse pa nekaj več kot 439.000 prebivalcev. Ljutomer je tako poleg prepoznavnosti in prodornosti v Sloveniji dal poseben pečat tudi v Evropi ter pustil zanimanje in prepoznavnost med evropskimi mesti.